Danes sva imela zaključni delovni pogovor pred sestankom vlade in določila časovnico in vsebinski načrt dela vlade v zvezi s tem velikim, zahtevnim in težkim projektom. Za ministrstvo so dogovorila, da teze so pripravljene, pridajo v obravnavo poslancem tako vladajoče koalicije kot opozicije, kolikor bo ta želela dati svoja stališča in mnenja ter kritične pripombe na tezo v začetku januarja leta 2011. Dr. Marušič bo na razpolago tako poslancem kot socialnim partnerjem ter strokovni javnosti za razpravo o tezah do 1. aprila prihodnjega leta. 1. aprila si bo minister Marušič skupaj za svojo pravno službo vzel čas, da bo teze bržkone deloma dopolnjene ali spremenjene v skladu z dialogom, ki je bil opravljen v prejšnjih 3 mesecih, spremenil v osnutek členov. Ti bodo znova prišli pred poslanke in poslance, seveda tudi pred kolegi vlade, ter socialne partnerje in strokovno srednjo. Minister je v skladu z najnim dogovorom dolžan meni predati v roke predlog obeh temeljnih zakonov, morda enega, o tem ali bo eden ali dva se bo odločil sam, po posvetih za strokovnjaki in socialnimi partnerji, najkasneje 25. julija prihodnje leto. Tako da bi lahko, tako kot pri pokojninski reformi, ki je zdaj pod streho, kar se tiče obveznosti vlade, pričakujemo še, ukolikor bo tako odločil državni svet, da bomo imeli dovolj glasov za izglasovanje zakona tudi pri vnovičnem glasovanju. S tem je vlada svoje delo glede pokojninske reforme opravila, verjetno se bomo kasneje še vrnili k temu, toda tako je začela s pripravo že prej napovedane druge pomembne reforme, in to je zdravstvene. Mi pričakujemo, da bi jo spravili pod streho pred božičem prihodnjega leta. Podrobnosti, dr. Marušič, prosim. Hvala, predsednik. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Predsednik je natančno predstavil časovnico. Ali gre za reformo ali za nadgradnjo, bomo natančne in bolj argumentirano vam predstavil v prihodnjem letu. Dobro poznavajoč slovenski jezik je zelo bogat. Reforma pomeni nova forma. Prepričan sem, da v večjem delu zdravstvenega sistema ni potrebno iskati nove forme, ampak samo iskati odklone od pravih usmeritev za še učinkovitejši, predvsem pa kakovostnejši, varnejši zdravstveni sistem. In če govorimo o spremembi zakonodaje za urejanje zdravstvenega sistema, je po mojem prava beseda nadgrajevanje zdravstvenega sistema. V tem področju predvidevam predvsem izpostaviti usmeritev k večji avtonomnosti javnih zdravstvenih zavodov v slovenskem prostoru. Pomeni tudi na nek način prenesti v upravljanje lastnino teh zavodov, pri čemer država ohranja lastništvo v teh zavodih, daje pa upravam večjo možnost pri nagrajevanju zaposlenih glede na produktivnost in kakovost. Menim, da je to prepotreben korak za to, da zdravstveni sistem pripravimo za izzive leta 2014, ko se bodo meje v evropskem zdravstvenem prostoru odprli in bomo lahko po eni strani slovenski državljani in državljanke dobili usluge v evropskem prostoru, pričakujem pa, da bomo lažje sprejeli bolnike iz evropskega prostora k nam. V drugem delu, kjer govorimo o zdravstvenem zavarovanju, pa sem prepričan in tudi vlada je z potrditvijo časovnice v odgovoru Evropski komisiji potrdila, bo potrebna reforma. Potrebno poiskati novo obliko zdravstvenega zavarovanja, ki bo podobno, kot je zastavljena in sprejeta reforma na področju pokojninskega zavarovanja, omogočila vzdržnost javnega zdravstvenega sistema v slovenskem prostoru. Sveda v kratkem predlagal bom reformo prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Veseli me izjemno velika podpora samo najave te ideje.
v zainteresirani javnosti in upam, da bodo teze v javni razpravi z vsemi deležniki, ki jih je predsednik vlade omenil, nadgradili usmeritve ministra in dosegli ustrezno podporo, kajti zdravstvo upam, da je, prepričan pa sem, da bi lahko ob zaključku te vlade bila še više na lestvici vrednot posameznih državljank, upam na prvem mestu in to ob zaključku tega leta želim vsem državljankam, da bo leto 2011 polno zdravja.